Fen ali sušilnik las. Super iznajdba, ki jo je izumil Alexander Godefroy davnega leta 1888 in danes fen poznamo v takšnih oblikah. Zadeva seveda potrebuje vzdrževanje, saj tukaj notri pride hladen zrak skozi grelce ven topo in z zrakom pride tudi umazanija, lasje in podobno. In aparat se zaštopva, zamaši, prične smrdet, pozažgane, meče ven varovalke, skratka svakojake fore smo že doživeli pri fenih. Seveda vsak potrošnik bi vse skupaj zavrgal, no mi tega danes ne bomo naredili, ampak se bomo lotili servisa, ker je sila enostaven, par vijakov, razstavimo, očistimo, sestavimo in aparat nam bo služil še mnogo let. Zdaj pa gremo še raufat. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Zadeve se vedno lotimo tako, da prvo razstavimo stvari, ki se dajo razstaviti brez uporabe orodja. V tem primeru imamo 1, 2, 3, 4 vijake. Pa bomo mi zdaj to kar odvili, da vidimo, kaj je notri. Klipsna 1, klipsna 2, pa smo prišli v notranjost. Če imate težave, da si ne morete zapolniti, kam, kateri vijak paše, si dajte prej slikati s telefonom. To vam je najlažja opcija, ali pa si zarišite s kakšnim flomastrom. Evo, ogrodje je zunaj. Ponavadi je pri teh fenih tako, da je motor z konektorji pritrjen na grelc. Ok. Predvidevam, da je tudi zaradi tega ta fen smrdel po zažganem. Ena pomembna stvar. Ti grelci so zelo občutljivi, zato previdno ravnajte z samim odstranjevanjem tegale dela. Lahko si pomagamo škaricam. Grelci izgledajo v redu, na prvi pogled. Vedno je fajn, da greste narediti eno tako vizualno inšpekcijo, pa da vidite, če je kaj zažgan, če je kaj odlotano. Zdaj pa ni druga, kot da tole sčistimo. Mislim, da je to. Gremo mi to sestaviti. V tole pušo, tale ležajček, kanemo pikico strojnega olja, takšnega, ki se uporablja pri šivalnih strojih, pri podmazovanju verig za kolesa in podobno. Takole.
Evo ga. Sčiščen, zmontiran nazaj. Dajmo mi zdaj to probati. No, to je veter v laseh. Za ta servis sem potreboval sesalnik, pikico strojnega olja, pinceto, takšno, ki jo imate tudi za puljenje obrvi, škarje, čopič, ravni izvijač, križni izvijač in pa tale posebni izvijač, ki ga dobite v vsaki tehnični trgovini, gre se pa za izvijač tipa H. Lahko si ga pa naredite tudi doma in sicer tako, da v ravni izvijač naredite eno zarezico. To je to. Naslednjič, ko boste spet hoteli kaj vržiti v stran, se spomnite, vse se da popraviti. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeus.si, kjer najdete seznam dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani, še sem uporaben, ker saj veste. Itak, da se da.